Kot je že Nina omenila, seveda radi izpostavljamo Kranjčane, ki imajo posebne zgodbe in ko smo pred skoraj da že, zdaj bo počasi 1 leto, ne? Torej izvedeli za katastrofalen potres v Turčiji, smo potem tudi hitro izvedeli za odziv slovenske javnosti, za to, da dejansko smo imeli svoje predstavnike, ki so pomagali v popotresni Turčiji in toliko bolj ponosni smo, da lahko rečemo, da sta bila oba dva seveda zraven in da ju danes gostimo. Tako da najlepša hvala za odziv. Mogoče za začetek, preden se lotimo Turčije, ki je nekako kulminacija vsega tistega dela, ki ste ga opravili v prejšnjih letih, povejmo, kako sploh pride do tega, da postaneš član kluba vodnikov reševalnih psov, kako se sploh navdušiš in nekako padeš v to vlogo. Mogoče, Andrej, lahko poveš, kako si se ti lotil tega oziroma kako se je iz najbrž ljubezni do psa zgodila tudi ta kariera. Ja, res je, jaz sem imel vedno že v otroštvu zelo rad pse, zelo rad živali. Bom rekel, bil sem tudi dosti aktiven v lokalnem gasilskem društvu, tako da mi tudi ta pomoč sočloveku ni bila tuja. Najbolj sem bil pa vedno navdušen nad to simbiozo med živaljo in človekom in pa kako pripraviti ali pa kako sodelovati z živaljo, konkretno s psom, da doprinese neki tudi družbi, da pomaga človeku, ne samo da je to zdaj naš ljubljenček, ki gremo z njim malo na sprehod, čeprav tudi to nam kar dosti pomaga, če se zaradi njega samo malo razmigamo, pa če nam je kdaj lažje, da ga malo pobožamo. Ampak bom rekel, že v gimnaziji ali pa še kar prej, že kar v osnovni šoli sem že imel zlatega prinašalca, zlato prinašalko, zelo podobno, kaj je tale Ira. In sem že začel s temi osnovnimi šolanji, osnovnimi izpiti. Bila je pa kar želja, da bi bil tudi reševalca. Seveda so vsi rekli, malo še počak, malo si še premajhen, ampak ko sem bil pa enkrat star 16 let, sem pa toliko časa težil, da so mi dovolili, da sem v svojem leglu obdržal eno psičko. Pa sem bil en naš kolega, ki je še zdaj aktiven, kljub da je zdaj že kar v letih, ampak je legenda našega kluba. Seveda nisem imel izpita, me je on vozil na vse treninge, me je prišel iskat. In jaz si sploh ne predstavljam, v bistvu, ki si rekel, kako se navdušil nad tem. Mene je sama disciplina ali pa bom rekel samo reševanje s psi navdušilo, jaz se ne vidim nikjer drugje. Združuje glih tisto, ker so meni take pomembne stvari, kar je meni strast, pomoč sočloveku, ukvarjanje z živaljo, poznavanje tega učnega procesa, poznavanje te genetike psov, same logike in to prenesti, te izkušnje v to sodelovanje, da iz njih dobiš en tak rezultat, enega dobrega spremljevalca. In bom rekel, zdaj poleg reševalnih psov sem probal to nadgraditi še šolanjem psov pomočnikov, se pravi pomočnikom invalidnim osebam. In pa zdaj v zadnjem času tudi šolanje vodnikov slepih, da pomoč slepim osebam pri vodenju. Tako da bom rekel, da je bolj ta disciplina mene najdla, kot pa jasno. Super, pa en kup enih fajn iztočnic še za naprej, ampak Matjaž, mogoče še zate podobno vprašanje. Kdaj se je pri tebi zgodil ta preskok, da si zaslutil seveda, da imaš lahko, jaz nekako imam občutek, kar neko nadnaravno moč, ko si povezan s psom, ko lahko pravzaprav njegova čutila uporabiš še s svojim razumom. Kdaj se je mogoče pri tebi razvila ta želja, da bi postal pravzaprav vodnik reševalnega psa? Ja, moj pristop k temu je bil malo drugačen. Jaz sem se priženil v familijo, kjer je pač moj tast je gorski reševalec, tašča je tudi imela reševalne pse, tako da ko sem jaz hodil okoli hčerke, sem pač hodila tudi na treninge in potem je nanesel, sva tudi že malo razmišljala v tej smeri, potem nanesel, da je nama družinska prijateljica v bistvu za prvo obletnico poroke dala prvega zlatega naprinašalca, ki svojega legla in potem sva padla noter in zdaj sva tukaj. Tako da dejstvo je, tako kot je Andrej rekel, ženete
neko raziskovanje tega odnosa. Ne. Nikoli nisi na koncu, vedno se sam sebe presenetiš ali pa te pes preseneti. Ne. Žal je pač pasja doba krajša kot človeška in v bistvu to je moj tretji reševalni pes Ira, doma imam že četrtega Oro, to je hčerka od Ire. Tako da vsak pes ti nekaj da, nekaj problemov ti da, nekaj rešitev ti da in potem nadgrajuješ. In te v bistvu si skozi bolj noter in te sil, da še bolj treniraš, da še bolj razmišljaš o treningih, da še bolj razmišljaš o tem, o povezanosti pes in človek. Super, hvala za uvod. Zdaj smo izvedeli, da v bistvu te lahko po eni strani torej poslanstvo najde, lahko ga pa ti že imaš, pa v bistvu potem najdeš samo vlogo. Mi je pa zanimivo, kar se tiče samih pasem. A je kakšna razlika, recimo, da lahko rečemo, da določene pasme so precej bolj primerne za vodnike oziroma za reševalne pse? Je kakšna karakteristika, bodi si višine, moči, karakternih lastnosti, najbrž neke igre? Kaj so tiste stvari, ki izstopajo, da lahko rečemo, ta pes je pa primeren za reševalnega psa? Ja, teh lastnosti, ki jih želimo pri dobremu reševalnemu psu, je kar veliko. Sigurno so najbolj primerni, bom rekel, taki psi srednje velikosti, tam do 30 kg. Boste tudi mogoče na slikah lahko videli, zakaj. Imeli smo pa tudi s sabo, tudi v Turčiji bil z nami en Parson terrier, pa tudi tu se je izkazal, za določene stvari bil pa zelo uporaben, sploh takole v takih zahtevnih ruševinah, so bile kakšne manjše luknje, pa smo kar velikokrat njega poklicali na pomoč. Tako da ni določene pasme, ki bi rekel, da izstopa, da je absolutno najboljša. Zdaj, mogoče si težko predstavljam, pa jaz sem začel z zlatim prinašalcem, ampak si težko danes predstavljam mene z eno takole zlato prinašalko na treningu, pa zelo težko si predstavljam, naprimer, Matjaža z nemškim ptičarjem, ki ga imam pa jaz. Tako da zelo je odvisen tudi od človeka, kjer ti psa ti bolj ustreza. Vsekakor pa želimo v prvi vrsti, da je pes zdrav, da ima dobre gibalne sposobnosti. Zdaj v uporabi smrčka, voh je pri psih vseh zelo razvit, tako da to se ni treba sekirati, da kakšen pes pa ne bi tako dobro vohal. Potem je pa fino, da je pes samostojen, sploh sam si želim izredno samostojnih psov, tako da si tudi izberem malo bolj mogoče tako pasmo. In pa seveda mora pa tudi ta vez med človekom in med psom biti zelo dobra, tako da individualno si pa v tem spektru, v tem naboru, bom rekel, nekih 5-6 najbolj zaželenih ali pa najbolj pogostih pasm, kateri so siguren zlati prinašalec, labradorc, belgijski ovčar, border collie, nemški ovčar, ptičarjev je zelo malo, sem jaz bolj en egzot, ki to uporabljam. Si v tem naboru potem izberemo nekako pasmo, ki pa nam kot vodniku med temi najbolj ustreza. Zdaj, mečkaj smo opredelili, to se pravi vse te karakteristike za psa, ampak se mi zdi, da so seveda tudi karakteristike za vodnika zelo pomembne. Kaj je mogoče tisto, kar mora imeti seveda tudi pravi vodnik, zato da se sploh splete ta vez s psom in da lahko pravi precej zahteven trening, ki vključuje kar nekaj parametrov? Ja, seveda. V našem primeru treniramo najprej vodnika, potem psa, oziroma vzporedno. In predvsem vodnik se mora zavedati, da to ni hobi, to je način življenja. Ta način življenja mora sprejeti družina in potem vse to moraš nadgraditi pač tudi nekim fizično močjo, da lahko v bistvu v primeru nesreč oziroma iskalnih akcij, da lahko to v bistvu slediš psu in delaš. Mi ne izključujemo nikogar, da pač ne more začeti delati, ampak neke minimalne standardi pa morajo biti in pri psu in pri vodniku reševalnega psa, da v bistvu, da lahko ta svoj odnos ali pa svoje delo nadgrajujeta. Da ni v bistvu
če rečemo, da je 3 leta neko osnovno šolanje, da po 3 letih ugotoviš, da pač ne moreš še na uro hoditi v gozdu, potem nisi vodnik reševalnega psa. Ne, če. Zdaj, ko gledamo, v bistvu so pa kar ene stvari, ki jih moraš vseeno opraviti, zato da prideš sploh do licence oziroma da lahko postaneš vodnik, in sicer gibanje po gozdu ali ruševinah, poznati vrtno tehniko, uporaba UKV postaj, orientacija na terenu, osnovno znanje veterinarske prve pomoči, tudi medicinska pomoč. Najbrž je vse en kup enih stvari, ki se jih je treba priučiti. Andrej, kaj je bilo mogoče tebi največji izziv? Ja, veterinarska prva pomoč mi ni bila tako težka, no, moram priznati. Vse ostalo pa ja, ko si pa prvič vrna tehnika, naprimer, to je bilo nekaj novega zame, čeprav sem kot mulc kar veliko hodil po hribih, po gorah, ampak nekje viseti na eni zajli skupaj s psom, pa mi ni bilo kuj najprej prvi trening to najbolj domače. No. Ja, jaz sem mogoče hotel se navezati, pa se kar dobro dopolnjuje tudi s tem vprašanjem, ki si nam ga zdaj postavil, glede karakteristik samega vodnika. Ne. Mi jih zelo veliko pridejo v klub, pa rečejo, ja, bi rad, da bi moj pes bil reševalen pes, a ne. In ja, zelo rad imam svojega psa, ne. To ni dosta, ne. Seveda je to en od prvih pogojev, da imaš ti rad žival, da si rad preživljaš prosti čas z njemu, ampak delač od tega, da to, ker imaš ti rad svojega psa in ker se rad ukvarjaš s svojim psom, da bi bilo to za dost velik razlog, da bi ga vzeli v društvo in ga usposabljala. Ne. Na samem treningu moraš ti kar zelo veliko svojega časa žrtvovati za druge pse. A ne. Potem pa, ko je enkrat po vseh teh letih napora, a ne, boste pa videli pa v bistvu na neki realni akciji, kar precej žrtvuješ tega svojega psa, ki ga imaš neizmerno rad, z namenom, da bi pomagal enemu drugemu. Tako da ni to imeti rad psa zadosten razlog. Tega jih takoj opozarjamo, da v primeru, da se ti tvoj pes smil, boš težko na kakšni realni akciji sploh uporaben. Zdaj, ko si pa naštel še vse ostalo, kar moramo znati, ja, to je ta razlog, zakaj te žene v to disciplino in zakaj se jo nikoli ne naveličaš. Jaz se z reševanjem ukvarjam 25 let, pa delač od tega, da bi vse vedel. Lahko rečem, da zelo malo vem. Imam še veliko željo po nadgradnji znanja na vseh teh področjih. Pa v šolanju psov, bom rekel, smo že kar dosti stvari izvedeli, ampak bi rad svoje znanje še precej nadgradil na tem področju. In vsa to vrna tehnika, prva medicinska pomoč, orientacija na terenu, dobra fizična pripravljenost vodnika in psa. To so vedno izzivi, ki ti nikoli ti ne zmanjka, vedno imaš prostor za izboljšave in se praktično ne moreš naveličati ali pa da bi rekel, da sem pa tlele naredil že vse, kar se da narediti, bom šel v kakšno drugo disciplino, mislim, da bo ta življenje prekratek, da bi se vsega naučili, kar si želimo naučiti. To je bila zdaj zelo fajn uvertura v to, da seveda lahko povabimo tudi preostale, da se nekako lotijo te panoge oziroma da mogoče nekoč postanejo člani vašega kluba. Ampak kaj vse to zahteva? Nekako sem prebral, da moraš pri psu precej zgodaj vedeti, da bi bil lahko reševalen pes. Da najbrž kakšno leto, 2 stari psi so že prepozno pripeljani ali ne. Na kakšen način se je potrebno odločiti zelo hitro in v bistvu psa kar nekako privaditi na to življenje reševalnega psa? Ja, seveda. Zdaj, če dam sam primer, jaz imam hčerko doma od Ire in ko so, rekel, ostali kužki šli v doma, je ona ostala doma in rečemo, po 11 tednih je bil kužek že prvič na treningu. Seveda so to prilagojeni treningi, ampak dejstvo je, da pes se začne učiti takoj, potem pa pač z leti in s kondicijo psa in ali pa z meseci samo stopnjujemo intenziteto treninga. Tako da lahko rečemo, da ljudje, ki pač veliko ljudi po enem, po drugem letu, ja, bi nekaj delali, večinoma je že prepozno. No. Pes ima že svoje znanja, svoje strahove,
vodnik, v bistvu, če je že narobe, v bistvu določene stvari učil narobe in je težko spremeniti proces šolanja. Ne. Tako da mi predlagamo, da če ima kdo željo, če se počuti če vidi tukaj svoje življenje, svoje poslanstvo, da pride še preden kupi psa do nas in da mu mi svetujemo, ne toliko pasmo, ampak genetsko kakšnega psa ne najde. No. Mi v bistvu tudi že v leglu, zdaj, mogoče malo preveč podrobnosti, iščemo psa v leglu, kjer je najbolj ali dominanten, odvisno kaj iščemo. Ne. Tudi cel lego ni isti. Ne. Tako da, če se hočemo jeti stvar resno, tako vrhunsko, amatersko, da nas je rekel profesionalno, potem predlagamo, da začnemo od nič in potem naprej. Seveda mi ne bomo rekli nobenemu, kupi zlatega prenašalca, kupi ptičarja, ampak ne moš pa, ne vem, bom rekel, francoskega buldoga kupiti, ki pač ima probleme telesne probleme in relativno slabo voha. Ne. Tako da te stvari je pa treba slediti in potem se da veliko lažje, če imaš rekel, genetsko dobrega psa, tako, dober genetski potencial. Jaz vedno tako pravim, ne, če greš voziti rally, lahko tudi svič tam rally voziš, ga boš tudi končal. Če imaš pa pač, ne vem, dober avto, spet lahko vsi pa lahko dober. Ne. Tako da tlej tudi v tem smislu je pa vedno pa voznik in avto, pa nam je pa avto in pas, vodnik in pas. Je pa zanimivo, da seveda tako kot pri avtu, dejansko najbrž tudi trening zelo prav pride. Kako izgledajo recimo treningi pri vas? Ena stvar, ki mi je bila zelo zanimiva, je, da psi ne zdržijo seveda celodnevnega iskanja. Da je določen fokus oziroma določeno obdobje, ko je seveda ta koncentracija na vrhuncu, potem pa rabi tudi pes počitek. Kako izgledajo ti treningi, kaj je mogoče tisto, na kar velja izpostaviti, kar se potem vidi v realnosti, recimo kot je bilo na primeru Turčije? Ja, zdaj mi smo, vsi smo v službah, a ne. Zdaj, za nas z Matjažem lahko rečem, da imamo še malo več kot sam službo, a ne. Tako da je zelo malo časa za treninge. To je en od teh tudi lastnosti vodnika, ki bi jo jaz priporočal, pa jo sam siguren te nimam, a ne. Da moraš imeti dosti časa, da lahko treniraš. Tako da treningi potekajo popoldne, a ne. Mi imamo, rekel, pride od 6 do 8 psov ali pa reševalnih parov na trening in to hočemo v 2-3 urah en tak trening skozi spraviti. Tako da si lahko predstavljate, da zelo malo časa dela en pes, a ne. Tako da na teh popoldanskih treningih mi probamo trenirati specifične situacije. Ne. Relativno kratko obdobje, ko pes išče, ampak nek specifičen problem, da rešujemo. Naj bo to gibanje ali pa vonjalno zahteven, skrivališče, iskanje v temi, kakšne vremenske razmere izkoristimo, a ne, da treniramo točno ciljano eno določeno veščino, ki hočemo psa naučiti. Pot so pa zelo dobrodošle, a ne, te mednarodne vaje ali pa te mednarodne licence, a ne, kjer te pa prisilijo, ko se udeležiš tega, da pa nekaj več časa s psom delaš, a ne, trajajo 24 ur ali pa celo dlje, nekatere, kjer pa imaš ti vmes sam počitek za premik, še to ni počitek, moraš se premakati iz enega na drug delovišče, a ne, in tam praktično prvič lahko preizkusiš neko vrednost sebe in svojega psa v simulaciji realne akcije. Ne. Tako da te vaje so nam zelo dobrodošle, ker nažalost mi kot, bom rekel, kot polno zaposleni na teh popoldanskih treningih nimamo možnosti tega dosegati. Zdaj, kar se pa tiče, koliko časa lahko pes dela, je pa spet zelo individualno. Ne. Zdaj, če primerjamo, pa zdaj so že velikokrat omenila nekega ptičarja, ali pa zlatega prenašalca, ne, ptičarji imajo tudi ta genetski potencial, da izredno dolg časa, pač so lovci, izredno dolg časa lahko lovijo in, bom rekel, zelo hitro regeneracijo imajo. Tako da nam se tukaj v Turčiji, kjer smo delali 3 dni, bom rekel, se nam je dobro pokazalo, da
to delovno kondicijo, samim delom, vsi nimajo težav. Jasno, vmesni počitki, rehidracija psa, malo sprostitve, a ne, to mora biti, ne more delati, bom rekel, 2 ure, 3 ure brez padca koncentracije, ampak samo motivacijo, bom rekel, to nam je bil en tak pokazatelj, da noben od psov ni imel resnih težav, no, ali pa nikakršnih težav, ne samo resnih. Andrej, prej si mečkrat že omenil to, da se seveda ukvarjate z različnimi izzivi. Eden izmed teh, ki ga bomo kasneje dali v ospredje, je seveda iskanje pod ruševinami, iskanje po potresu. Hkrati pa na kakšen način se pravzaprav pripraviti tudi na vse tiste situacije, ki so najbrž precej bolj pogoste, iskanje izgubljenih oseb. Kako v bistvu kako se odzovete, na kaj morate biti pozorni, kako narediti trening, kaj so mogoče neke te izkušnje, ki se ljudje niti ne zavedajo, aha, seveda se to tudi upravljajo v klubu vodnikov reševalnih psov. Aha, zdaj, kako naučimo psa sploh, da išče osebo? Ja, to je mogoče tudi en tak mit, da včasih mislijo, da pes išče iz usmiljanja, a ne, zato, ker se mu smil, tisti, ki se je izgubil ali pa kaj pod ruševinama, ne. Pa jih moramo pa včasih malo razočarati publiko pa povedati, da pes dela čist iz lastnega koristoljublja in nič drugega, ne. In zdaj pa to je največji izziv na treningu, da v bistvu mi naredimo psa željnega poiskati tega ponesrečenca, ne. Zato je tudi, prej nisva šla v detajle, ampak zelo pomembna stvar je, da je pes igriv, da pes išče kontakt s človekom, da se pes rad z njemu igra, da uživa v tej, rečemo, borbi, metanju igračke, skratka eni taki fajni izkušnji, eni taki neposredni interakciji s človekom. In če imamo tacga psa, ki si želi te interakcije s človekom, potem na treningu povežemo, najdbo človeka s to res eno prijetno izkušnjo, ki jo pes dobi ob najdbi, a ne. In ker pes dela zato, ker si hoče izboljšati svoje počutje, a ne, ker hoče igrati, ker hoče doživeti nekaj prijetnega zanj, si poišče izvor vonja človeka ali pa, če smo v gozdu, poišče osebo, zato da se bo ta z njo igrala. Čisto preprosto. To je bistven koncept celega šolanja. V bistvu, ja, zanimivo, pa še zmeraj se mi zdi zelo plemenito in čist nič slabše ni. Dejansko še toliko boljše, da iz te igrifikacije, iz te želje, da bi pa našli človeka, s katerim se bomo še igrali. Mi je pa zanimivo, na kakšen način lahko rečeva, je seveda tukaj nek odnos, ki je poseben, ali lahko je kdo drug vodnik psa, ali lahko recimo Ira vodena s tvoje strani, Andrej, ali je to Matjaževa ekskluzivna pravica? Ja, načeloma si ne menjavamo psov, ne. Okay. Ja, seveda, mi kar dosti časa treniramo skupaj, tako da jaz mislim, da ne bi imel večjih težav, če bi vzel Iro, ne, pa šel z njo na eno iskalno akcijo, ampak sigurno pa ne bi ona pokazala take navdušenosti ali pa končni rezultat njenega dela sigurno ne bi bil isti, kot pa če jo vodi Matjaž. Tako da je ta vez, poznavanje svojega psa, zmožnosti svojega psa, reakcij, ki nam jih pes pokaže, ko prejme določeno informacijo iz okolja, takoj velika večina vodnikov nas takoj zna prebrati, a je pes zdaj zavohal nekaj, kar je sicer njemu všeč, pa ne sme iti, ali je res zavohal človeka, se pravi drugače pomaha z repom. In to niso neki signali, ki bi si jih lahko naučil, pa bi jih ti nekdo napisal, pa preko glej, če pomaha malo bolj levo, pomeni, da je zavohal eno hrano na tleh, če pomaha malo bolj desno človeka, ampak je individualno opažanje in pač sam prek neke dobre povezanosti s psom lahko bereš svojega psa in mu pomagaš in se informacije, ki ti jih on s svojim obnašanjem sporoča, lahko pravilno interpretiraš. Zato je seveda tudi ta vez toliko bolj unikatna. Točno to. Matjaž, še vprašanje v bistvu, zdaj, ko se nekako naveževa na to, kar smo slišali glede iskanja pogrešenih oseb tudi v Sloveniji. Sam si imel poleg Turčije tudi misijo, v bistvu si bil na Indoneziji takrat po potresu. Kako mogoče primerjaš te na eni strani recimo jim običajne delovne akcije v Sloveniji, ki jih je tudi
po najbrž več 10 na leto, z nekimi takimi unikatnimi dogodki, ki se zgodijo vsakih 10 let. V čem je mogoče izziv vseeno tega, kar počnete v Sloveniji na redni bazi, kljub temu, da je tisti enkrat na 10 let toliko bolj pomemben, nekaj, kar vas pravzaprav žene k delu. Jaz mislim, da je, če še enkrat nekako probam zastaviti, ko se zgodi Turčija, ko se zgodi Indonezija, je to po eni strani nagrada za vse tisto delo, ki ga opraviš prej. Tja greš v bistvu kot na neko bojišče preverjati svojo bojno opremo. Ja, tukaj se strinjam s tabo. Dejstvo je, da Turčija pokaže realno vrednost tebe, tvojega psa, tvoje ekipe, ne? Pripravljenost, oprema, vse stvari potem tukaj se pokažejo čisto, ali smo pravilno razmišljali, ali smo pravilno trenirali. Te akcije na Gorenjskem ali v Sloveniji, 10 do 15 akcij imamo približno na Gorenjskem, iskalnih akcij pogrešanih v naravi, nam pa v bistvu pokažejo, v bistvu po eni strani so lažje, zato ker smo v okviru svojega kluba, v okviru svoje regije, poznamo teren, logistika nam je znana, približno tudi vemo, koliko časa bo trajala akcija, oziroma ali se bo prekinila, pa naslednji dan še enkrat začela. Stvari so veliko bolj predvidljive. Neka Turčija v bistvu pa je lahko še bolj planirana, je skok v neznano. Ne? Prvi zato, ker se dogaja vsakih 5-10 let, tako bom rekel, v življenju enega psa, slovenskega psa se mogoče zgodi samo enkrat in takrat v bistvu vse stvari so nove, načeloma informacije, ki pridejo iz medijev, so mešane, težko oceniš, kam greš v bistvu, ko prideš na točko, kjer začneš delati, pa vidiš realno situacijo in takrat v bistvu te pa ne sme preveč prizadeti, da v bistvu lahko upravlja svoje delo. Zdaj bomo večkrat prešaltili torej na ta drugi del pogovora, kjer gremo predvsem v Turčijo na direktno pravzaprav akcijo, ki ste jo imeli, in mislim, da bo en kup enih tematik, ki smo jih načeli vezanih tudi na to, kar se je zgodilo v Turčiji, ampak da vas že večkrat vprašam, če je kakšno vprašanje strani publike. Ok, bomo še zastavili oziroma vas bomo še povprašali. Torej, slišali smo na eni strani 6. februarja lani po noči se je zgodil potres v Turčiji, magnituda 7,8, pravzaprav jug Turčije je bil popolnoma razdejan na 10.000 žrtev, hkrati pa je bil odziv tako strani Turčije kot strani mednarodne javnosti izjemno hiter. To dokazuje tudi, da sta vidva z slovensko ekipo bila pravzaprav na lokaciji dejansko, mislim, da smo računali okrog 48 ur oziroma 2 dni po potresu, ste bili že tam, pri čemer vam je dober dan vzela pravzaprav sama vožnja. Kako lahko rečemo, da se res, kakšni so mednarodni odzivi v takem primeru? Kaj se zgodi, ko pride do takega potresa? Turčija zaprosi za mednarodno pomoč in kako seveda pač Matjaž in Andrej pristaneta v Turčiji in gresta pomagati? Ja, tako je. Brez zaprosila države, kjer je pač nesreča, mi kot državna enota ne smemo iti, mislim, ne smemo. Ker dejstvo je, da oni zaprosijo za pomoč, potem to zaprosilo sprejme vlada in s posrednim dekretom napoti enoto vodnikov reševalnih psov oziroma enoto civilne zaščite na kraj nesreče. Zdaj tukaj vidimo ta naša enota, to je del USAR enote Republike Slovenije, to meni USAR pomeni Urban in Search civilna zaščita Republike Slovenije. V tej enoti so bili vodniki reševalnih psov, to meni 7 vodnikov reševalnih psov, 7 psov, bil je vodja, bil je logist in bil je za zvezo preko iz Turčije do Slovenije. Ta enota je bila zelo majhna, vitka, hitra in zato smo v bistvu lahko zelo hitro prišli dol. V primeru, če bi šla kompletna USAR enota z tovornjaki, z kompletno opremo, bi mi potovali do teh 2000 km, približno 3, 4 dni, 5 dni.
ker morate zastopati konvoj, to ni prvič ni avto, so konvoji, konvoj voz 60, 80 je že hiter, potem so meje, ne. Na vsaki meji, čeprav si napovedan, se zamudiš, morajo pregledati, morajo popis opreme sprejeti in oddati, tako da to traja, no. Kolegi iz Hrvaške so šli na ta način in oni so prišli dol, ko smo mi že odhajali, no. Da ne govorimo, da so psi utrujeni, da so vodniki utrujeni, vodniki pač člani in da je tega je bilo kar preveč. Mi smo se prvi dan, sem počakal to vabilo, čim je prišlo vabilo, je vlada Republike Slovenije dala dekrete, da lahko gremo, potem se je izbrala ekipa iz vodnikov, ki so bili na voljo v tej državni enoti in smo se odpeljali s kombi do zagrebškega letališča in z redno letalsko linijo Zagreb-Istanbul leteli proti Istanbulu. Tukaj bi rekel, še tukaj je turška letalska družba naredila vse, res vse, da so nam olajšali pot. Tukaj bi v bistvu dodal tudi to, da tokrat recimo Ira ni bila del tovora, ampak je bila pravzaprav z vami na letalu. Koliko je to res nekaj posebnega in kakšen občutek je bil, ko ste pravzaprav res bili enakopravni na tistem letu do Carigrada? Ja, dejstvo je, da psi čutijo, da se nekaj dogaja, nekaj drugačnega, ne samo pot ali pa letalo ali pa te stvari, ampak oni vejo, da stvar je resna, da ni tudi po našem obnašanju vejo, da se nekaj dogaja in mi v bistvu naš del je, da pripeljemo relativno spočite pse na točko. Zdaj, če kdaj date na avionu roko na tla med letom, boste videli, da so tam neke mikrovibracije, ne. Pač logično in če pes leži na tleh 2 ure, 5 ur, pa kar več, je potem nervozen, zmatran, ne more se počiti in je pač to veliko boljš, mislim, da uživa, no. Dejstvo je, da na zagrebškem letališču je bilo še malo dvomov glede osebja, kako bomo peljali se, čim smo prišli na letalo in piloti in stevardese in to ni problema, sploh. Tako da moram reči, da imeli smo malo dvomov, pač ker smo šli v muslimanski svet, da bo ta stvar malo bolj zakomplicirana, ampak kar se tega tiče, logistika je tekla brez problemov. Je bilo pa za logistiko zelo pomembno, da seveda ne samo, da niste tja prišli brez povabila turške vlade, ampak da ko ste prišli tja, da ste imeli tudi pomoč lokalnega osebja. S tem, da tukaj, kar se lokalnih ljudi tiče, je šlo pravzaprav za turško jamarsko zvezo. Zakaj je bila ta toliko pomembna? Da po eni strani povemo seveda tako za angleški jezik, kot za najbrž samo umestitev, kam iti, kdaj iti, mogoče za opozorilo za določene lokalne specifike, karakteristike. Kako je prišlo do te povezave z turško jamarsko zvezo in zakaj je bila tako pomembna? Ja, tukaj je pa ključno vlogo odigral še en Kranjčan, ki ga danes ni tlele, ki je na bolniški, Robert Tanžič. Razlog, zakaj je šel on z nami, bil ravno to. On je zelo, mislim, da je kar zelo na eni visoki funkciji v Evropski jamarski zvezi reševalcev iz jame in ima zelo dobre kontakte, bom rekel, po celem svetu s temi jamarji. Jamarji so tudi del civilne zaščite, tudi v Turčiji je enako. In ta njihova jamarska zveza, v trenutku so se povezali, so obljubili pomoč in lahko rečem, da brez njih bi bili mi v Turčiji popolnoma izgubljeni. Oni so organizirali nam prevoz, najdali so nam mesto, kjer smo bili potem lahko nastanjeni. Saj to ni bilo neki, to je bilo daleč od kakšnega luksuza, bili smo med nekimi tobogani in gugalnicami, ampak vseeno, bom rekel, vsaj relativno varno smo se počutili, skrbeli so za nas, bilo jih je kar nekaj, pomagali so nam prevajati, ne pomagali, oni so prevajali, bom rekel, samo angleščino si tam
v Turčiji nismo mogli nič pomagati. Kar je bilo pa, meni se zdi, ključnega pomena je bilo pa to, da so nam preskrbeli lokalnega šoferja, lokalnega voznika. Mi, če bi prišli tako, kot je bilo tudi ideja, ne, da bi pač vzeli rentakar in da bi s svojimi kombiji prišli na delovišče, mislim, da če bi jaz vozil, bi rabil cel dan, da se premaknem za eno ulico. Ne. On je pa mest prevozil po dolgem in počez. Pač ta vožnja je sicer bila taka, boste tudi pa videli, da noben od nas ni dal čelade dol, niti ko smo se vozili, ko smo bili v kombiju. To je bilo nekaj nepozabenega, to ne bo noben od nas pozabil, kako je ta vožnja izgledala, ampak dejansko smo se lahko premaknili z delovišča na delovišče, z eno približno kulturno, ali pa če si pri nas predstavljate najbolj nekulturnega voznika, ki ga boste najdeli v Kranj, tudi on se ne bi več kot za 2 ulice v celem dnevu premaknil tam noter. Tudi na kakšen Google Maps se nimaš kaj zanašati, veliko ulic je bilo neprevoznih. On je pa ta mest res do potankosti poznal in nas je pripeljal točno na tisto delovišče, kjer smo želeli. Zdaj, če bi šli mi v tej USAR sestavi, ki je že omenil Matjaž, bi bili mi načeloma samozadostni. Tukaj pa ja, seveda, kar se tiče hrane, prenočišča, smo že bili samozadostni, kar se pa tiče neke logistike, nekega transporta, nam je pa ta njihova jamarska zveza res dobro pomagala z vsemi. Bom rekel, ena velika hvala, brez njih bi bila ta naša misija. Lahko bi ostali na letališču, ker si praktično ne bi mogli zagotoviti niti prihoda na neko delovišče. Zdaj, Matjaž, hvala, dobro si šel s temi slikami naprej in prišel v bistvu en dan po odhodu ste bili vi torej že na kraju potresa. To je bilo dobra 2 dni po potresu. Tako je, mi smo štartali ob 16. Iz Ljubljane in smo bili ob 1. popoldne naslednji dan že tukaj. Če zdaj govorimo tukaj, je bila naša ta prva točka, kjer smo se mogli glasiti, to je pač kasarna v mestu, ampak kasarna je bila že polna in tudi videli smo, da je relativno malo anarhija, no? In zato smo se odločili, da se premaknemo. In tukaj smo v bistvu, v glavnem so vsi Kranjčani, predstavljali se, da je tole gib zraven štadiona. To je v bistvu bil igrišče, otroško igrišče, zraven je bil letni bazen, pa neka dvorana za gimnastiko. Tukaj ni bilo nobenega varovanja, tukaj smo bili sami mi, potem jamarji in ljudje, ki pač so izgubili vse in so postavljali neke začasne šotore in so v bistvu tukaj krožili. Tako da, kar se tiče varnosti, je to zdaj relativno. Mi smo se prve par dni počutili zelo varno, potem pa smo mogli spremeniti taktiko oziroma smo se mogli odločiti drugače. Je pa to v bistvu zdaj vezano tudi na vprašanje, ki sva se ga prej majčkeno že dotaknila, in sicer kako se ljudje odzovejo na prihod reševalcev. Govorimo ponavadi o 100 urah, ko je efektivno delo reševalcev, ko pravzaprav se lahko nekako pričakuje, da se bo našlo preživele pod ruševinami. Kako pa se v teh 100 urah spreminja razpoloženje lokalnega prebivalstva? Ja, dejstvo je, v prvi dan je šok, ogromno ljudi je še delno zasutih, ogromno ljudi se še oglaša izpod ruševin, tako da so več ali manj vsi zelo zaposleni z reševanjem in v bistvu sploh nekega šoka še ni vidno. Tretji dan, to meni drugi dan, ko smo mi prišli, ljudje že malo čutijo, da dejansko ni več prijateljev, ni več sorodnikov, ni več otrok, ni več tega, da ni nepremičnin, da ni vozil, da ni nič, da iz tistega udobnega življenja padeš v kruto realnost. No.
Zato je neka doktrina, da v bistvu je idealno med 2. in 5. dnevom iti reševati, potem se je pa treba ali umakniti ali pa poskrbeti veliko bolj za lastno varnost. Zdaj, če dam primer, prvi dan je bilo ogromno vojske v mestu brez orožja. Tretji dan je imel vsak drug že orožje, na 4. dan so imeli že vsi orožje. In vojska in tudi civilisti. Mislim vsi, ogromen. Ker potem se začnejo ropi, ko ti nimaš nič, probaš dobiti, ne vem, rjuho, če malo pretiravam, iz sosednjega stanovanja, tudi je znana, da so ljudje pač, da imajo dosta zlata pri sebi, da so, varčujejo v zlatu in začne prehajati do, tega, ropov in to. Tako da, to je bil tudi eden od naših razlogov, zakaj smo se umaknili kakšen dan prej, kot je bil v planu, pa bi pa naprej. No. Ja, se še vrnemo na ta del, kar se nevarnosti tiče, oziroma Andrej, kar dodeče. Ne, jaz sem hotel samo to dopolniti, da ne samo po dnevih, ampak zelo je bilo opazen tudi tako čez dan. Čez dan je bilo kar zelo, vsi so bili polni upanja, ne? Vsi čez dan še pričakujejo, da se mogoče koga reši. Kaj pa enkrat, to smo spoznali takoj prvo noč, seveda, mi nismo hoteli izgubljati časa, in smo šli takoj na delovišča in seveda smo potegnili krepko v temo, krepko po mraku smo delali, no pa smo takoj ugotovili, da to se ne smemo več dovoliti. Ko bo enkrat mrak, moramo biti mi v tem baznem taboru našem, ker ob svetlobi, čez dan, upanje, dajmo pomagati, ker pa enkrat prihaja noč, logičnost, bilo je kar mraz, bilo je kar nekaj pod nulo, v tisti čas, vsak mu je jasen, da možnost preživetja noči v takih ruševini je zelo majhna, tako da takrat je pa, bom rekel, se je pa ta energija iz tega upanja v neko nekontrolirano obnašanje, v neko obup ali pa zelo željo, so nas kar hoteli, kar malo manjka vleči za rokav, pojdite še to stavbo pogledati. In posod je bila tudi zgodba enaka, ker je tudi kasneje, ko smo se pogovarjali pač s psihologi, vsi so slišali svojega otroka, v vsaki hiši so povedali, da so še slišali otroka, kaj jokov, kaj trkov, kaj kričal. In ba je, da to slišiš. In ne moreš zamahati z roko pa iti naprej, nimaš tega srca, veš pa, da ni več varen zate, tako da smo naslednji dan spoznali, ko se začne enkrat mračiti, je samo še pot v bazni tabor. Ja, seveda, ne glede na to, da se ljudje znajo predstavljati, da ne morete pomagati vsem, pa jim je najbrž precej neopisljivo, zakaj ne morete pomagati njemu. Če se mogoče mečkam še na samo delo lotimo tega, kako pravzaprav ste opravljali delo. Nekaj sem prebral, da sami ne veste, koliko ljudi ste rešili, zaradi tega, ker v bistvu vi ste samo opozorili na opcijo, tukaj se lahko najde, oziroma tukaj je možno, da je pod ruševinami človek. Ampak potem, ko ste vi to zaznali, ste že šli na naslednjo točko in prepustili samo kopanje oziroma iskanje lokalnim ljudem. Kako je to v bistvu izgledalo in a sploh rab takrat človek to zadovoljstvo, da ve, tukaj smo nekoga našli, ali te to, da greš naprej iskati, pa pustiš to točko ljudem, ki lahko to opravijo namesto tebe? Ja, naša misija je bila iskalna misija, ni bila reševalna misija. Mi v bistvu razen osebne opreme nismo imeli nobene tehnike s sabo. Dejstvo je, da turška civilna zaščita, če zdaj malo tako po domače rečem, je že v tem času pripeljala ogromen ljudi in ogromen bagrov in rovokopačev in takih stvari. Tako da to je bilo kar poskrbljeno, dejstvo pa, da mi si nismo mogli privoščiti, da bi obstali na enem delovišču, ker v bistvu čim smo malo videli, mislim, čim so drugi videli, da v bistvu že malo nehujemo, da psi počivajo, so nas že začeli vleči na drugo lokacijo. Zato, če smo se odločili, da bomo probali čim več točk podelati, čim več ruševin
čeprav to je v bistvu cel mest je ruševina. Ne. Zdaj, če malo na brzino povem, mesto je veliko kot Ljubljana, približno 370 000 prebivalcev. Tukaj je okvirno okoli 40 000 bilo mrtvih. Potem veste, da je v bistvu si stopil samo na drugo stran ulice in je bila spet naslednja ruševina. Ni se bilo treba voziti, mi smo v bistvu delali kvarte, zdaj, če tako rečemo, in en dan smo bili v Šiški, naslednji dan smo bili v Šentvidu in se nismo vozili zdaj po celem mestu levo in desno, ker bi izgubljali predvsem zaradi logistike in zasutih cest ogromen časa. Probali smo vsako najdbo, ki je bila, ki je pes nakazoval, smo probali potrditi z 2 ali 3 psmi. Tako da vedno so bili v eni skupini 2 ali pa 3 psi, prvič za tega dvojnega potrjevanja ali pa trojnega, predvsem pa zaradi naše varnosti. Nikoli se ni smel zgoditi, da je nekdo od nas brez, rekel, da nas nekdo gleda. Ne. Vedno smo en druga skrbeli, pa se je še zgodilo, da stopaš okoli take ruševine, tukaj je razsvetljen od bagarja ali pa od luči v zadnje pa trda tema. Ne. In se hitro lahko zgodi, ne pretiravam, ampak lahko te nekdo ugrabi. Mi je pa ena zanimiva stvar bila, kar se te varne točke, ki sem prebral, da ste jo imeli, da v bistvu vsako delovišče, kamor ste prišli, ste mogli tudi vnaprej določiti, kje je varna točka, če bi slučajno, mislim, da v tem primeru prišlo do potresa. Pa tudi mislim, da sem prebral, da ste že na prvem delovišču imeli presenečenje. Ja, to je to, kar smo prej tudi govorili, neki so treningi in protokoli, neki pa je realnost. Ne. Res je to, da predno se lotaš neke take ruševine, ne, da je fajn pogledati, kje pa je kakšna točka, da če zdaj pride do potresnega sunka, da se nič nate pobrali, da že prej veš, kam boš laufal, se nič zaradi drugega. Da probaš oceniti, ok, tlele pa mogoče ne ta stolpnica padla, ne ta, tlele pa lahko pobegnemo. Ne, ampak to je, pa prvi dan moram reči, smo se tega še kar držali, pa smo kar nekaj posvečali pozornosti temu, da smo res probali najdeti, smo dali tam en ruzak, naprimer, če sta šla 2 vodnika delati, je zagotovo vsaj en bil opazovalec, ki je stavil tam, da je opazil na osebne stvari, na našo varnost, da je imel na očeh, a ne nikoli, tako se je že Matjaž to omenil, da se nam ponavljamo, ampak res smo probali imeti zmeraj eden drugega na očeh. Ampak potem se je pa to, ko si pa prišel v kakšne ulice, varne točke ni bilo. Ja, takole smo, pa mogoče se tlele niti naviti, tukaj ni bilo še nobene mehanizacije, tukaj niso prišli nobeni reševalci še, praktično smo bili mi prvi ljudje, razen sosedov, ki so jih videli. In tukaj varno točko najdeti znotraj takele ozke ulice je zelo težko, mislim, da so še bolj take nazorne slike, ko si hodil, si mogel skozi gor gledati, ko so te klime visele, tako mogoče se je sam še na en modratku držala, tako da ta naša koncentracija glede varnosti tudi kar malo popuščala. Ampak zdaj, če bi hotel tamle se iti v teh primerih neko, bom rekel, tako varnost, ki bi jo nam narekujejo te protokoli, si neuporaben. Seveda pa to ne pomeni, da smo kar, tukaj sem bil jaz že mogoče malo preveč v stavbi, ampak šlo je za neke informacije, da naj bi bila noter še oseba in smo to pregledali, vedno smo vsaj z 2 psi pregledali in če smo videli, da 2 psa nista zaznala popolnoma, nista pokazala nobenega interesa, nista dala nobenega feedbacka, da bi bila možnost, da kakšnega izvora vonja med temi platami, smo nadaljevali. No, zdaj, Matjaž, ti si šel malo hiter, ampak tukaj si pa zdaj na eni ruševini bil, ki pa dejansko so 3 ali celo 4 psi na isti točki nakazovali. Ja, vprašal si, kakšno je to, kakšno zadovoljstvo ali pa kakšen je občutek, ja, ni najboljši. Sigurno bi si mi želeli iti skupaj, če bi bilo le možno skupaj z USAR timom, tam bi bila tudi naša taktika iskanja, naša naloga bi bila čisto drugačna. Tudi po tej Turčiji sem govoril kar z velikimi vodniki, ki so bili z raznih koncev Evrope in seveda tisti, ki so šli s celotnim timom,
njim so bile dodeljena 2-3 stavbe, a ne, in so praktično preživeli 2-3 dni na enem delovišču, kjer so naredili, bom rekel, vse te korake in so bili prisotni do potencialno tega, da so videli žrtev, ki so jo izkopali. Mi smo bili res samo za iskanje, ko smo enkrat najdeli točke, kjer je več psov pokazali interes ali pa nakazali osebo, smo te informacije predali tem lokalnim, to niso reševalci, a ne praktično prebivalci, se vidite, niso nič opremljeni, smo jim probali čim bolj natančen usmeriti, kam naj usmerjajo svojo energijo. A ne. Zdaj, koliko smo pomagali? Jaz mislim, da kar nekaj. A ne. Vsaj, če vidite razsežnosti teh ruševin, kakšne so bile, a ne, vsaj usmerili smo jih, da niso zgubljali časa na delih, kjer so res nam psi pokazali, da je praktično minimalna verjetnost, da bi bil kakšen živ, smo vsaj usmerili, da so lahko nadaljevali, rečemo, v neko prioriteten del ruševine, prioriteten del stavbe. Je pa res tak slab občutek, ker nimaš te povratne informacije, kaj se je zgodilo. Ne. Ampak, kar je mene najbolj presenetilo, je ta razsežnost. Ne. In moj komentar je bil, tukaj bi lahko poslali 1000 najboljših reševalnih psov na svetu, pa ne bi pokrili območja. To so take razsežnosti, da si ne moreš predstavljati, kamorkoli pogledaš, vse je uničen, vse je zrušen in neobvladljivo. Ne. Zdaj komentarji, kako je bilo neorganizirano, in moj odgovor je, kjerkoli na svetu bi se to zgodilo, bi bilo neorganizirano. Ker ves njihov, ne nočem primerjati z mesti, ampak se pravi tudi vsi, bom rekel, vsi vodilni, vsi štabi, vsi gasilski domovi, kjer se organizira ta pomoč, so bili zrušeni in vsi lokalni, na široko vsi lokalni veljaki ali poveljniki ali kakorkoli teh sil so bili sami osebno prizadeti v temu. Tako da celotna organizacija je padla in mislim, da bi se to zgodilo kjerkoli, da ni bila Turčija tle popolnoma nobena izjema. Še eno mečkeno medvprašanje je pa v povezavi z vonjavami. Koliko težav so imeli psi najbrž zaradi kupa vonjav, ki so bile v zraku? Domnevam, da recimo hrana, konec koncev tudi trupla. Kako v bistvu je bilo moč vedeti, a je zdaj pasji smrček zavohal živo osebo? Ja, ravno s tem treningom, ker smo se že prej pogovarjali, pač mi imamo pse naučene ali pa treniramo za najdbo živih oseb. Da načeloma mrtve osebe, razpadajoča trupla ignorirajo. Ne ignorirajo v smislu, da ne pokažejo, ampak se ne odzovejo s tem vedenjem. Konkretno v našem primeru je vedenje ob najdbi, naj bi bil lajež in pa pač kopanje, praskanje v smeri izvora vonja. Tako da jaz bom rekel, da niso preveč pse motili, zelo sem prepričan, da so nas bistveno bolj te vonjave motile, kot pa pse. Ja, seveda se je pa zgodilo, sem pa kaj, da si videl kakšnega psa, da je pobral kakšen zrezek, kaj je bil kje, ampak nismo imeli pa s tem težave, da bi nam psi iskali hrano, mislim, da so psi pokazali kar odlično delo. Težava je bila bolj z materialom, tudi gradnja, če primerjamo te ruševine, kjer mi treniramo, to so bili poligoni ruševinski narejeni mogoče 20 let nazaj. Zdaj ta sodobna gradnja vključuje ogromnega stekla in pa teh knaufa, teh plošč, ampak steklo je bil daleč največji problem, tako da smo imeli malo težav s tem poškodbam, tudi na slikah ste lahko videli pse s copatki, skoraj vsi psi, ali pa vsi psi so se malo porezali, eni globje, eni sam površinsko, tako da glede na to, da sem tudi veterinar, je bila moja naloga tudi na koncu dneva te pse malo pokrpati. Porabili smo kar veliko teh lepil za rane, klamfic, šivalnega materiala, tudi neki, pa smo jim dali te copatke, seveda takoj obtožbe, ja kaj pa jim niste copatkov kar kuj gor dala,
Ni problema, psi so navajeni na te copatke, ampak kremplji pa njihove blazince so daleč najboljše orodje za gibanje, sploh po zahtevnem materialu. Tako da mogoče en tak balans, a pa težko se je odločiti. Ne. Ni bilo nobene ruševine, ki bi rekel, tukaj gre pa lahko pes kar brez copatkov, tukaj je pa siguren varen, ampak tam, ko si pa videl, da je res veliko stekla, smo jih pa že dali gor. Kljub temu se pa te poškodbe naredijo, predvsem ob zdrsih, dokler ima pes neko svoje telo pod kontrolo, dokler lahko pokaže to suvereno gibanje, do teh poškodb ni prihajala. Ne. Kaj pa enkrat stopil na kakšne ploščice, te plate, ki so bile gladke in pa še kakšno steklo in si videl, da je zdrsnil po plati dol, takrat so se pa pes nekontrolirano probal loviti in takrat so nastale te poškodbe. In pa mogoče še ena stvar, antibiotikov smo uporabili ne samo tiste, ki smo imeli za pse sabo, še vse tiste, ki smo imeli za ljudi sabo. Stvari tukaj so vse zelo inficirane, seveda si sami lahko predstavljate, kaj ob takih ruševini ali pa ob takem potresu naredi s vsemi temi kanalizacijskimi vodi in vse to je bilo močno onesnaženo in vse te rane so se zelo hitro okužile. Imel sem tako izkušnjo, da pač moj pes se je najprej okužil in je najprej rabil antibiotike, ampak tako, da sem zadnje 2 ure prvi dan nisem mogel več z njemu delati, ampak na sreča so do jutra antibiotiki parili in zjutraj ni več kazal nobene utrujenosti ali pa nobenih znakov okužbe. Tako da na koncu smo imeli pa kar, mislim, da 4 pse na antibiotikih. Tako da brez vsaj enega osnovnega znanja od veterine, pomagal mi tudi pač ta zdravstvenik, ki je bil z nami, njegova primarna naloga je bila, da skrbi za naše zdravje, ker tam si lahko predstavljate, da če tam zdaj boš ti dobil neko okužbo ali pa da s tabo nekaj narobe, se noben s tabo ne bo ukvarjal, ima svojih problemov toliko pa veliko bolj resnih primerov, tako da si ti po triaži nikjer. Ne sam čist na koncu, ampak sploh te ni na triaži. Super, hvala za ta vpogled, v bistvu res žal, zelo najbrž težke 3 dni, ki ste jih preživeli v Turčiji. Mogoče zdaj priložnost, če je strani publike že kakšno vprašanje? Če bo kaj, kar dvignite roko pogumno in zastavite vprašanje, tudi najmlajšim dovolimo. V bistvu, mogoče še ena stvar, ki me zanima, kako so reagirali Turki na to, ko so vprašali, ne vem, skje pa ste iz Slovenije, a je bila kakšna povezava na to, da je pravzaprav prišla ekipa iz Slovenije pomagati tako hitro v precej oddaljen in izoliran del Turčije? Zelo pomemben segment delovanja na takih področjih je ta solidarnost, da ljudje dobijo občutek, da niso sami, da jim nekdo iz Slovenije ali pa kjerkoli druge države pomaga, da v bistvu mi nič nočemo, nobenih zahtev nimamo in v bistvu so zelo veseli, so čustveni. Primer je do mene stopil možakar in imel 3 vrečke za smeti, jim rekel, 60-80 litrske. In se začne z Iro igrati in začne razlagati svojo zgodbo in je rekel, tole sta moja starša delala 40 let ali pa cel življenje, to je ostalo od hiše, to je lahko rešil iz hiše, ampak jaz sem srečen. V redu, super, ampak prav oba dva sta živa. To meni materialne dobrine kar naenkrat niso več pomembne, pomembno so življenja, pomembno je, da prideš in da pač lahko kakšnega in da rešiš in pomagaš. Otroci so se ogromno ukvarjali z našimi psmi, predvsem takrat, ko so bili v počitku, tako je Andrej rekel, če bi logično razmišljal, bi rekel, pusti jih pri miru, se jutri bojo spet delali, ampak ne moreš, ker vidiš, koliko jim to pomeni, koliko je
to je edini sekunde, ki se lahko otrok sprosti in je spet otrok, ne da razmišlja, kje so njegovi. Zato je bilo v bistvu je tudi ta socialna točka zelo pomembna in toliko zahval, tako neznancov, ki so samo meni prišli, sploh nismo sodelovali z njimi. In samo meni prišel pa rekel, hvala, ki ste prišli. Bom zdaj mogoče malo tako rekel, ko smo prišli na Zagrebško letališče, smo tam šli na kavo, je en možak zraven stopil in je rekel, tole jaz plačam. Pa gledam, ko smo šli dol šele, to mi je na Zagrebškem letališču, tole jaz plačam. Pa mi je v redu, zakaj pa prav, jaz sem iz Turčije, vem, kam greste. To je tisti malenkosti, ki ti dajo vse. Vsa plačila, vse ure treningov, vse odrekanja, karkoli ti vse v bistvu to povrne. Take majhne geste preprostih normalnih ljudi. Nihče od nas ne rab medalj ali pa karkoli drugega, ampak ta občutek, da si lahko nekaj prispeval, da si pomagal. Hvala, Matjaž, za te besede. Jaz mislim, da če si lahko kaj zapomnimo po tem današnjem pogovoru, je ravno tak nek zaključek, kaj je pravzaprav tisto poslanstvo, ki vaju je pripeljalo na to pot in zakaj smo seveda tako lahko veseli, da se s tem, kar ste počeli, lahko tudi sami ogromno naučimo. Tako da hvala obema za tole. Zdaj pa mogoče res še kakšno vprašanje strani publike? Ok, vas bom še enkrat vprašal. V bistvu mi lahko poveš še, Andreja, je kakšna dodatna, recimo zdaj eno leto kasneje, komunikacija z bodisi ostalimi reševalci, ki ste jih tam spoznali, bodisi s kakšnim lokalnim prebivalstvom, a je kakšna posledica tega, recimo eno leto kasneje, kar se tiče same povezave s Turčijo? Samim lokalnim prebivalstvom ne, mislim, da tudi razmere niso bile take, da bi se kaj takega vzpostavili, mogoče kdo, mi smo bili sigurno prezaposleni s svojim delom, da bi to lahko še zraven delali. Je pa tako, kot je Matjaž rekel, ta neizmeren občutek hvaležnosti, koliko so ti bili ljudje hvaležni, bom rekel, sigurno smo mi pregledali 20-30 stavb, kjer smo prišli stavbe dol in smo en drugmu samo odkimali, kar je pomenil nobenega znaka, nisem videl pri psu, da bi pokazal kakršenkoli obnašanje, kaj šele, kakšno nakazovanje in smo pač zelo ponižno pokimaš in se posloviš od njih, ker nisi jim dal nobenega upanja, ampak so ti vsi hvaležni, vsi so se za tabo, vsi so ti izražali to hvaležnost, hvala vam in smo šli naprej. Ni bilo tega občutka, da kako niste nič najdeli, so bili hvaležni, da smo to sploh pripravljeni bili delati, ampak ja, seveda z ostalimi reševalci, tudi tam smo bili samo, nismo se srečavali z nobenimi drugimi, sploh ne vodniki, ker mi smo bili po moje ena redkih ekip, če ne edina, ker smo s psi prečesavali večje območje, vsi ostali vodniki s psi so bili del USAR timov in so bili dodeljeni precej na zelo omejeno območje. So pa te izkušnje in te pogovori in izmenjava informacij med vsemi reševalci, ki so bili prisotni v Turčiji, so pa izredno aktivne in mislim, da ne samo v par mesecev po temu, ampak da bomo še leta debatirali in razpravljali in se zdaj analizirali in probali nadgraditi določene stvari, da bi bili naslednjič še boljši. Je pa stvar taka, na nekaj takega ne moreš biti pripravljen. Mislim, da ne samo mi kot vodniki s psi, tudi reševalci, gasilci, zdravniki, nihče ne more biti pripravljen na katastrofo takih razsežnosti. Da bi to lahko obvladoval, je nemogoče in da boš rekel, da na kateremkoli področju reševanja, da si dosti izurjen, da si kos taki situaciji, mislim, da ni nikogar in je treba pač ponižno priznati, da se trudimo biti najboljši, ampak še zdaleč pa ne, da bi lahko obvladovali kakršnokoli primerljivo situacijo. Jaz upam, da je ne boste več rabila v življenju pač ponavljati oziroma da ne bo takšnih izzivov. Hkrati pa domnevam, da lahko tudi na koncu pač povabimo vse, ki bi jih zanimalo ali da izvejo kaj več o vašem delovanju ali da mogoče se tudi sami pridružijo klubu.
kaj je tisto, kamor lahko povabimo, kaj mogoče lahko rečemo, da to ni example vsakodnevnega dela pač vodnika reševalnega psa, ampak da je to precej bolj raznovrstno, da konec koncev seveda vključuje, tako kot smo prej rekli, tudi pomoč invalidnim osebam, slepim, da gre tukaj za eno zelo široko poslanstvo, na kakšne ljudi v bistvu bi lahko apelirali in kam bi jih lahko povabili. Zdaj tisti, ki imate psa, si želite imeti psa in narediti nekaj dobrega za družbo, je teh možnosti ogromen, od obiskovanja domov za ostarele s svojim psom, vrtcev, raznih zavodov, mislim, da je zelo aktiven en zavod v Kranju za po poškodbah glave. Skratka, teh možnosti, kako doprinesti neki družbi s pomočjo vašega psa, je ogromen. Zdaj, če se pa kdo zanima prav za reševanje, pa seveda je tole tudi en tak, bom rekel, ekstremen primer. Jaz sem prepričan, da v Sloveniji, če imamo 10 do 15 psov, ali pa ne sam psov, timov, ki so se pripravljeni in odzvati na neko tako misijo in pomagati, to za eno Slovenijo popolnoma dovolj. V primeru iskalnih akcij, kjer pa iščemo ponovadi samo eno osebo, ampak imamo tele okrog na Gorenjskem kar hektare za pregledati, to je pa neka klasična iskalna akcija, tako da tam pa niso toliko razmere zahtevne, obvladujemo teren, poznamo vodje, poznamo en drugega, tako da ponovadi nismo izpostavljeni takim ekstremnim situacijam. Ampak seveda tudi v teh primerih, tudi te iskalne akcije ne potekajo na lep dan popoldne, ko imaš glih čas, ampak je ponovadi v najbolj nemogočih vremenskih razmerah, v takem času, ko si res ne želiš iz postelje ostati ali pa izpred kavča. Tako da tudi tam moraš pokazati pač to solidarnost, to pripravljenost na pomoč, ampak ni pa zdaleč pa tega, da hočem poudariti, da če bi kdo rekel, jaz bi se šel to reševanje s psi, ampak na neki tacgale pa sigurno ne bi šel, tudi v Sloveniji dobrodošli in tudi tukaj rabimo reševalne pare, ki so se pripravljeni odzvati na iskanje oseb. Super, najlepša hvala. Še enkrat preverim, če je še kakšno vprašanje. A bi kdo kaj vprašal? Ok, mislim, da lahko potem seveda vprašate tako Andreja kot Matjaža tudi po zaključku, ni potrebno, da to naredite zdaj v sklopu dogodka. Bi se vama pa seveda ob tej priložnosti še enkrat zahvalili za vse znanje in vse izkušnje, ki ste pravzaprav jih dobili in jih prinesli sem v ta naš prostor. Mogoče Matjaž ob zaključku vidim, da je tukaj nabor vseh psov, ki so bili v Turčiji. Ja, to so v bistvu naše zvezde. Dejstvo je, jaz bi tle v tej priložnosti tudi se zahvalil vladi, da nam v bistvu državni jet poslala po nas, ker smo gotovili, da v nasprotnem primeru bi mogli en teden čakati. So bili vsi leti zabukirani in zato so poslali avion, zelo glasni Falcon po nas, ker je pa žal toliko majhen, je mogel dvakrat leteti. Dejstvo pa je, da če smo prej potrebovali iz Ljubljane preko Zagreba, Istanbula, Adane smo potrebovali približno 24 ur, smo nazaj iz Adane do Ljubljane z jetom leteli 3 ure. To je prednost in upam, da tudi ta novi tovorni avion vojske, ki je zdaj prišel v Slovenijo, je namenjen tudi civilni zaščiti in upam, da bo naslednja intervencija, akcija logistično manj zahtevna in boljša, ker bo ta tovorni avion, po mojih podatkih, gresta 2 kombija in 2 prikolice, tako da veliko več opreme lahko nese s sabo in bo, upam. Držimo pesti, da se to res zgodi, kot smo rekli, v bistvu mogoče v preteklosti Slovenija ni bila toliko prisotna v raznoraznih mednarodnih akcijah, ampak
se veselimo, da se bi lahko to oziroma da se bo to spremenilo, glede na to, da imamo take vrhunske strokovnjake, da sodimo v sam vrh, ko pogledamo, koliko pravzaprav psov in vodnikov ima mednarodno licenco, smo kar med najboljšimi in dejansko tukaj imamo marsikaj, s čimer lahko pomagamo. Tako da upamo, da bo tudi strani državnih institucij omogočeno, da ste ta podporni steber, s katerim se radi pohvalimo in ambasadorji, ki jih pošljemo v tujino v najbolj groznih situacijah. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala še enkrat torej Matjažu Bolki pa Andreju Žuniču, pa veliko uspehov še naprej z vsem iskanjem, z vsemi akcijami in pa seveda z vsem, kar počnete. Tako da hvala še enkrat obima. Hvala.